Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni. 21. december, leto 1947. Zelo pomemben datum za našo slovensko cerkev, za naše slovenske poslušalce programa Radia Vatikan. Namreč na ta dan je začel redno oddajati v slovenskem jeziku iz Vatikana. Čeprav je Radio Vatikan začel svojim delovanjem leta 1931, torej leta 2021 je praznoval 90 let svojega delovanja in oddajanja programa v mnogih svetovnih jezikih. Vesel sem, da bomo ob tej priložnosti spomina na tako pomemben jubilej, odkar so začele nastajati slovenske oddaje Radia Vatikan v Vatikanu. V našem studiu gostimo našega dolgoletnega sodelavca, tudi dolgoletnega urednika in direktorja slovenskega programa Radia Vatikan, patra magistra Janeza Srako. Lepo pozdravljeni, pater Janez. Naj povem še našim gledalkam in gledalcem, da bova ob koncu najinega pogovora potem vključila še v našo oddajo trenutnega aktualnega direktorja in urednika v Vatikanu slovenskega programa, patra Ivana Hercega. Hvala za pozdrav, pa tudi za to, da se vključujemo z patrom Hercegom, da potem pove te najnovejše stvari, ki se zdaj dogajajo na Radiu Vatikan. Zelo sem vesel, pater Janez, da se po dolgem času spet vidiva v eni oddaji, da lahko govorim z vami, kajti ste človek, ki imate številne izkušnje na medijskem področju. 13 let delovanja v uredništvu in vodenja uredništva slovenske oddaje. 16 pravzaprav, se upravičujem, 16 let torej vodenja uredništva slovenske oddaje Radia Vatikan. Kaj vam je iz tistih let najbolj ostalo? Česa se najbolj radi spominjate? Torej, najprej, to je bilo čisto novo delo. Ko sem še študiral v Rimu, sem imel tu pa tam kakšen nastop na Radiu Vatikan s patrom Leskovcem, ampak potem, ko sem prišel v Slovenijo, je potem napočil čas, da je pater Leskovec nehal zaradi starosti in so potem mene določili, izbrali, da bi naj to delo prevzel. No in edino prednost, ki sem jo videl v tem delu, je bila ta, da sem prej končal politične vede, poleg teologije in pa filozofije, da približno sem vedel, kaj me čaka. Magistrirali ste iz političnih ved? Ja. No, vedel sem, kaj me čaka, in to mi dejansko tem res pomagalo dati eno razsežnost temu delu medijskemu, da ni samo teološko ali pa filozofsko, ali pa pastoralno, ampak tudi kako se celotno delovanje cerkve in vsakega kristjana vključuje v svetovno dogajanje. No, in o teh stvareh je treba potem tudi veliko razmišljati, potem pa tudi povedati tehne stvari, take, da držijo, da niso samo mnenje, ampak da dejansko ima neki odmev v stvarnosti. No, to je prva stvar. Druga stvar, ko sem prišel tja, so bila v teku takrat apostolska potovanja papeža, sedaj že svetega Janeza Pavla II. Teh je bilo na leto od 7 do 9 potovanj. To pomeni 30 dni je bil papež odsoten na leto iz Vatikana, in to smo potem mi spremljali natančno. Bile so dolge priprave za vsako potovanje. Potem na samem radiju smo imeli vrsto srečanj voditelji programov. Od takrat je bilo, ko si je začel leta 1994, je bilo 47 programov v 45 jezikih.
No, in direktorji teh programov smo potem se dobivali z generalnim direktorjem, pa direktorjem programov Radia Vatikan, so nam dali osnovne informacije, kam potuje, kakšni so cilji potovanja, kakšne so razmere tam, tako da smo imeli tako prejšnjo informacijo zelo dobro. Potem so tudi pripravili priročnik za vsako potovanje. No in po 2 letih, ko sem jaz prišel na radio, leta 1994, je bilo prvo potovanje papeža Janeza Pavla II. V Slovenijo. Ne, to je bil tak prvi veliki povemo, zalogaj, ker takrat je slovenski oddelek bil vir informacije za druge. K nam so prihajali, kaj pa to, ne. No, mi smo imeli tudi stike z odborom, ki je pripravljal papežev obisk v Sloveniji. Tam pa smo pripravili pa celo vrsto oddaj, kot daljno pripravo, kot bližnjo pripravo na papežev obisk, tako da smo nekako ustvarjali eno široko vsebinsko ozadje za ta obisk, ki je bil potem pa dejansko zelo kakovosten, ne. In to je bilo prvi tak dogodek papeževih potovanj. Potem leta 1999 je bilo drugo potovanje v Slovenijo, ko je v Mariboru razglasil zablaženega škofa Slomška. No, potem pa vsa ostala potovanja so se zavrstila tekom let. No, potem pa papeževa smrt, ne, tisti je bilo svetovni dogodek. Meni se ne bo vtisnil spomin, da je Radio Vatikan dejansko iz minute v minuto obveščal, kako papež trpi in umire. No, jaz bi rekel, da papeževa smrt je bila najbolj javna smrt. To so bili zelo presunljivi trenutki. Za vse pravzaprav. Mi smo točno brali potem dnevna zdravniška poročila, kjer je bilo do potankosti opisano dejansko zdravstveno stanje od dneva do dneva. In v tem smislu je to bila velika usluga za celotno cerkev, da se je preko kristjanov tudi vse človeštvo zavedalo o pomembnosti papeževe službe in pa tudi smo jo približali, to službo ljudem. Ne? In v tem smislu je to bilo tako zelo pomembno. No, potem mene je presenetila tam svoboda oznanjevanja. Ne? Ko sem šel na radio, sem šel k generalnemu direktorju, pa sem rekel, kakšne so moje dolžnosti, pa moje pravice. Ne? No, in je rekel, dolžnosti so 3, da imaš vsak dan oddajo, potem, da ne učiš krivega nauka, ne? Če pa že, ne bo za tisto odgovarjal. Ne? No, in potem sem vprašal, ne, kako pa bom jaz to izvedel, ne, da je kaj vprašljivo. No, tretja dolžnost je to, ne, je rekel pater Lombardi, da ne šališ državnega predsednika po radiju, ker se bo potem država sigurno pritožila, ne, in mi moramo odreagirati, ne, se upravičiti ali pa kaznovati, ali kaj pa še. Ne. No, in potem sem rekel, zdaj pa, kakšne so pa potem moje druge dolžnosti pa odgovornosti. No, in je rekel, poročaj vse, kar Sveti Sedež dela in kar je pomembno za Slovenijo. To je prvi sklop poročil. Drugi sklop poročil je, vi imate dopisnika v Sloveniji, Radio Vatikan, to je bil pater Ramprej še zdaj. No, in 1/3 oddaj naj bodo novice iz cerkve na Slovenskem.
vsi katoličani, ki razumejo slovensko, ki poslušajo po svetu, potem imajo tudi preko Radia Vatikan vpogled pa znano stvarno informacijo o tem, kaj se dogaja v Sloveniji. Tretja stvar so pa dogodki, komentarji o pomembnih stvareh, ki se dogodijo. In pravi, tu si čisto svoboden, delaš, kar hočeš. No, in potem, če bo kaj narobe, pa bom jaz prišel k tebi, pa ti povem, daj mi oddaje od enega meseca, recimo mesec februar. To pomeni, da v tistem mesecu je bilo nekaj spornega, mi tisto najdemo, damo prevesti zaupni osebi in potem presodimo stopnjo prekrška ali pa lapsusa. In tega nikoli ni prišlo. Tudi če sem včasih imel poročila taka, ki so bila recimo na meji, da bi lahko kdo odreagiral, ampak ni bilo. No, to so te okvirne zadeve. Potem imel sem srečo, da sem imel dobre sodelavce, zavzete, potem da so poznali jezike, potem da so bili vešči v slovenščini, tako da to je bila tudi velika milost. No, potem pa tudi ni bilo nikoli vprašanje denarja, recimo, naročiti kakšen komentar od kod drugod. To je Radio Vatikan šel zelo na roko. No, in če vemo, da vsak program 20 minut stane radio 60 000 evrov zdaj na leto, da tukaj nikoli niso vemo, bili škrti ali pa no, potem po 2-3 letih so me povabili v ožji okvir, kjer smo debatirali o teh glavnih silnicah v radiju, pa to. No, in tam sem imel priliko odpovedati tudi stvari, ki so pomembne bile tudi za ves radio. Recimo glede organizacije radija, potem kako uvajati elektronsko obliko delovanja pa informiranja, potem recimo, ko so bile take zelo ključne zadeve, kot je recimo napad na stopnici v New Yorku. In jaz sem tisto videl spotoma, ko sem šel na radio. V eni trgovini so imeli na ulico televizor in sem videl, kako se stopnica ruši. Pa sem rekel, kaj pa se dogaja. No, in je rekla italijanščina tam tista uslužbenka, pa napadli so New York, in to. No, in potem sem šel, pa sem malo to gruntal, kaj bi to bilo. Kako to zdaj dati kot novico. Bil sem uro pa pol časa, da novico oblikujem. No, in sem se spomnil, da sem jaz recimo 14 dni pred tem bral eno novico v francoščini o zasedanju muslimanskih muftijev v Kairu. In tema zasedanja je bila, ali je za islam sveta vojna teološka kategorija ali pa politična. Kako je to pokorano. No, in tam so potem teh 65 muftijev je glasovalo in 45 je glasovalo, da je to sveta kategorija, teološka kategorija.
oznanjevati islam z nasiljem, da je to teološka kategorija, da je to Bogu všeč. No, jaz to potem informacijo uporabim in oblikujem en komentar. Šest večer je potem šel, no, in se rekel, da smo na pragu nove svete vojne muslimanov proti vsem drugim verstom. To je bila taka novica. No, potem čez 2 dni po tistem, pa pride kardinal Tucci, ki je bil prej direktor Radia Vatikan, pa so nas podujno sklicali direktorje, kaj narediti. Zdaj, stopnice so padle, Amerika se je pripravila na vojno, kaj pa naj papež pove. No, in pravi, a ima kdo kakšno idejo. Pa sem rekel, jaz imam 5 idej. No, da slišimo. No, in sem rekel, katoliška cerkev ima 5 največjih strokovnjakov za islam. 2 sta v Rimu, eden je v Kairu, eden je v Nemčiji, eden pa tako potujoči znanstvenik. No, in naj ti gospodje preberejo Koran in zapišejo mesta, kjer v Koranu piše, da je nasilno oznanjevanje islama teološka kategorija. Sveta vojna je kot teološka kategorija. No, in potem ta, ki je v Kairu, pater jezuit, Samir se piše, on je potem 2 dni pa pol bral več Koran od A do Ž, od začetka do konca, in je našel 75 mest, kjer piše, da je sveta vojna teološka kategorija. No, in potem, jaz sem potem pa tam rekel, kaj bojo našli, če je to teološka kategorija, potem pomeni, da je v pojmovanju zla prisotno zlo, ker zlo, vojna je absolutno zlo za katoliško cerkev. Pa je tem Allah ni sveti Bog. No, in papež potem to pove, svoje razmišljanje na eni od javnih nastopov, tako tiste dni, in potem vsi muslimani skočijo, ne, to pa ne, Allah je sveti, ker to je bilo teološko vprašanje. Razumem. Pater Janez, čudovito, tako ste vi pravzaprav z vašim delovanjem vplivali celo na to, kako je papež potem informiral v svetu, vso katoliško cerkev. To je naša naloga bila, da vsi, ki delajo v Vatikanu, so papeški uslužbenci in so na razpolago svojim znanjem pa izkušnjami pri vodenju vesoljne cerkve. To zdaj ni pač meni je takrat to bilo jasno, da sem takrat tisto bral, čisto po naključju. No, pravim pa to, da to so taki pomembni trenutki v gotovo, za vaše delovanju. Drugi tak pomemben trenutek, ko je šel papež v Regensburg, je tam govoril o tem, kako je v 13. stoletju patriarh v Carigradu govoril z enim od muftijev, takratnim turškim, in ga vprašal, zakaj govorijo o miru, ko je pa toliko vojn muslimanov proti kristjanom, od križarskih vojn pa naprej. No, in potem so to novico vzeli Judje v New Yorku, pri New York Timesu, in so zapisali, da je papež zanetil vojno med kristjani pa muslimani s tem, ko je navedel ta citat. No, in potem pride večer domov pater Lombardi, pa pravi, pater, sraka, imamo problem. Rekel, kakšen pa? Pa to povedal, da je bilo v zraku, ker New York Times je išel 6 ur po tistem. In je potem po svetovnih medijih je že to bilo, in potem to bilo vprašanje
ali bo papežev obisk uspel ali ne bo uspel, pa je kaj naredimo. Ne. Jaz sem rekel, pater, stvari so preproste. Ne. Iranski predsednik, takratni Ahmadinejad, je študiral v Nemčiji in govori perfektno nemško. Ne? In ste rekel, vi pa naročite Ostoro Romano, da naj naši fantje iz arabskega programa papežev pogovor povedajo v arabščino in ga Ostoro Romano objavim kot celoti. Ne? Točno kaj je povedal. No, in to so naredili. Drug dan je Ostoro Romano na prvi strani prinesel papežev govor v arabščini. In potem so vsi veleposlaniki, torej arabske države imajo, oziroma muslimanske države imajo v Vatikanu 28 veleposlaništev. Vsi ti so brali potem govor v arabščini, pa so tem rekli, da nič ni takega, ne, so to ugasili. No, recimo take ideje konkretne. Čudovito, pater Janez, tako ste vi pravzaprav vašo svetovalno vlogo, ki ste jo tam dobili, ogromno dobrega lahko naredili, ker je najin čas tako zelo omejen. Vas sedaj v nadaljevanju prosim za kratke zgoščene odgovore, imam še nekaj vprašanj za vas. Najprej, da vas vprašam, s kakšnim namenom je pravzaprav bila ustanovljena papeževa radijska postaja Radio Vatikan? Torej, iz apostolskih namenov. Torej, vse, kar je v cerkvi uradno ustanovljeno, je v službi oznanjevanja. V takšni ali drugačni obliki. No in takrat je radio leta, to je kmalu po iznajdbi, je potem Marconi prišel k papežu Piju XI. S predlogom, da bi ustanovili vatikanski radio, in so ga ustanovili in je potem začel delovati. Cilj je bil to, da papež obvešča krajevne cerkve o delovanju, o svojem delovanju, pa o poslanstvu vesoljne cerkve in kako naj to tem krajevne cerkve izvršujejo. No, na začetku so bili programi v 7 jezikih, latinsko, italijansko, francosko, angleško, nemško, špansko, pa portugalsko. To so bili, oziroma polsko, so bili prvi programi. No, in tako je ostalo do druge svetovne vojne. Spaj 9 let, oziroma malo več. Tako da tiste prva leta je to bilo dovolj, ker takrat so vsi duhovniki vedeli latinsko. In glavni program je bil v latinščini in so potem pač odprli, ko je bil latinski program, in so potem izvedeli kjerkoli po svetu. Marconi je takoj tudi preštudiral, kakšno moč naj imajo ti valovi, da pridejo okrog sveta. No, in tako je to se začelo. Radio so zaupali družbi Jezusovi in pater general je potem našel 30 jezuitov, ki so te stvari delali na zelo takratni način. Je to še danes tako, da je v rokah jezuitov? Ja. Še danes? Ja, to še danes. To pa zdaj ne več, ker je to od leta 2015 je to dikasterij za družbeno obveščanje. Tako da do takrat je bilo to v rokah jezuitov. No in to so potem delali do prve svetovne vojne. Takrat je glavno sporočila so takrat šla odnos cerkve do fašizma, do nacizma pa do komunizma. Papeži so tako Pij XI pa Pij XII
so napisali okrožnice, kjer so obsodili in fašizem, in nacizem, in pa komunizem. No, in razlaga teh okrožnic je bila potem glavna vsebina, da so ljudem predstavili, za kakšne režime gre in zakaj so ti režimi v bistvu ateistični. Vsi. Od fašizma do komunizma. In to je bila ta uradna pomoč vsem škofom po svetu, kakšne stališče zavzeti do vseh gibanj, ki so se takrat porajala na pobudo NKVD-ja, to je takratne KGB-ja ruskega, ki je že leta 1924 imel gojence iz Južne Amerike in pa iz vseh angleških in francoskih kolonij. In so pripravljali nove politike, ki so potem izvedli neodvisnost v leti 1958-1965. Kakšno vlogo je odigral Radio Vatikan v času druge svetovne vojne, v obdobju V času druge svetovne vojne pa je bilo obveščanje o strahotah vojne. Potem imeli so taka tajna sporočila v obliki informacij nuncijem pa škofom, kako naj ravnajo. To je bilo. Potem pa je Radio Vatikan oziroma Sveti sedež organiziral pomoč iskanja izgubljenih oseb. Ali da so bile pregnane, ali preseljene, ali so bili v taborišču, ali so bili begunci iz vojske, iz raznih vojska. In po eni podatki je Radio Vatikan v teh letih 41-45 zbral 1.800.000 priimkov in naslovov, ki so iskali ali domače, ali pa domači iskali svoje, ki so izginili. In tako je pomagal veliko ljudem, da so potem hitro našli pot domov. To je res nekaj izjemnega. Ja, to je bilo ogromno delo. Če vzame se to, da je to bilo vse ročno delo. To so bile celi uradi v Vatikanu, ki so bili temu posvečeni in so praktično delali noč in dan. Naj vas vprašam tukaj, od vsega začetka je bil Radio Vatikan, zahvaljujoč sodobni tehnologiji, tudi v službi vzajemne zveze med ljudstvi zaradi vsesplošnega pomena bratstva. Koliko večje je danes dojemanje skupnega bratstva vernih ljudstev zaradi glasu, ki prihaja iz središča katolištva in je presegel meje narodov? No, to je tudi glavno poslanstvo cerkve. Po evangeliju smo vsi ljudje med seboj bratje, ker smo otroci istega očeta. In vse te razlike pripadnosti nekemu jeziku, neki kulturi, neki državni ustanovi, nekemu razredu, recimo to, kar je razvil komunizem, potem neki elitizem, kar je razvil nacizem, enemu prizadevanju obujanja stare slave kot fašizem, obnova starorimskega imperija v obliki fašizma. Vse te stvari so bile predmet oddaj, ko je cerkev sporočala, kaj pomeni bratstvo med ljudmi, to je enakost v dostojanstvu človeškem in pa, da smo vsi odrešeni v Jezusu Kristusu in da je Kristus tisti, ki je vir prave svobode in pa cilj vsakega človeka, ne samo na tem svetu, predvsem po smrti.
ker je začetnik večnega življenja. Prav to vas želim vprašati, ker gre tukaj za take presežnostne informacije, da tako rečem, koliko se razlikujejo informacije prek Radia Vatikan od drugih medijev, koliko njegovo informiranje ni zgolj informacija, ampak tudi pričevanje. Seveda, to je pričevanje, oznanjevanje, to je bistvo krščanstva in to potem, do tega potem vsak človek zavzame osebno držo. Ne, da, če sem kristjan, verjamem, ne, da moram ljubiti vsakega človeka. Ne glede na njegov jezik, na raso, na to. Potem, če verjamem, da je Kristus premagal smrt, pomeni, da je vsaka borba za dobro, da je to sestavni del odreševanja človeštva. To ni samo moje osebno dejanje. Da pomagam bližnjemu, da se vključi v ta proces odrešenja, ki je stalno. Proces odrešenja je zmeraj odpiranje življenju, ki je večni dar. In to je pravzaprav Božji radio, potem tako, Radio Vatikan. Tako, v tem smislu je to vrhunsko sporočilo, temeljno sporočilo človeštvu v vseh časih in vseh okoljih. Naj vas vprašam, glas kolikih Petrovih naslednikov je v več kot 90 letih ponesel po vsem svetu Radio Vatikan? Torej, Pij 11, Pij 12, Janez 23, potem Pavel 6, Jan Pavel I, Jan Pavel II, Benedikt 16, pa sedanji Frančišek. To so papeži v času radija. Se pravi, do takrat je bilo oznanjevanje v živo, pa pisno. Radio vstopi v oznanjevanje, torej kot uradno oznanjevanje z ustanovitvijo Radia Vatikan. Pomembno se mi zdi spomniti na to, pater Janez, kaj se je dogajalo po drugi svetovni vojni, ko je v Vatikanu deloval tudi vaš sobrat, pater Prešern. Ja. Pater Prešern je bil asistent za slovanske države pri jezuiti. In papežev spovednik. Papežev spovednik, no in potem zdaj. Kakšen vpliv je on imel? Kot tak je imel prost dostop do papeža izven spovedi. Ena stvar je spoved, tisto je zakrmentalna zadeva, to je bilo dogovorjeno. Kakšna je bila njegova vloga na razvoj Radia Vatikan, programov Radia Vatikan? Njegov vpliv je bil takrat tale. Po letu 1948 pri nas v Jugoslaviji se Jugoslavija odločila za komunizem. Zdaj, kako je to šlo, to je druga stvar. Ampak skratka je vstopila v območje Sovjetske zveze in svetovnega komunizma, ki je radikalno izvajal ateizacijo od šolstva pa do gospodarstva in vsega, pač po nauku marksizma, Marksa pa Lenina. No in takrat se je ta vzhodni del zaprl, so postavili to železno zaveso. Vprašanje se je zaostrilo z zmago komunistov na Kitajskem in potem se je komunizem širil že v Vietnam, pa po Aziji, potem v Južni Ameriki. Z Južne Amerike so potem tajna služba Sovjetske zveze vabila študente v Moskvo, kjer so ustanovili univerzo Lumumba. To je mednarodna univerza, kjer so pravzaprav pripravljali bodoče politike po takratni še kolonija. No in pater Prešern
je papežu med drugim predlagal, ne, da je to bariero, se pravi ta železno zaveso, preseže z radijem. Ne, in da naj na Radio Vatikan ustanovijo nove oddelke jezikovne, ne, slovenščina, potem hrvaščina, slovaško, potem češka, potem ukrajinska, Romunija, potem Bolgarija, Madžarska je imela že med vojno, ne, Poljska že pred vojno, Rusija. Ne. In tako se je potem tudi zgodilo, ne? Kot je predlagal. To je bila ideja. Papež je takoj odločil, da je to dobra ideja, in tako so potem ti programi nastali in so delovali in delujejo še danes. Ne. Pater Janez, od nekdaj je prepoznavno geslo Radia Vatikan pozdrav Laudetur Jezus Kristus. Kaj bi lahko rekli o tem pozdravu, pa tudi morda o avizu, špici na začetku vsake oddaje, ki je razpoznavni znak Radia Vatikan, Christus vincit, Christus regnat, Christus erat. No, to so dve obliki, dve gesli radija, ne. Eno je to glasbeno Christus vincit, ne, to je pomeni Kristus zmaguje, Kristus vlada, Kristus vodi. Ne. In to je potem en jezuitski pater, glasbenik, to uglasbil in ta napev je ostal vse do danes in je dejansko razpoznavni znak Radia Vatikan. Kaj pa Laudetur Jezus Kristus? Kaj? Laudetur Jezus Kristus pomeni hvaljen bodi Jezus Kristus. Ali pa čisto dobesedno, to je pasivna oblika, naj se hvali Jezus Kristus. Ne? Ampak to je v latinščini tudi lepo zveni, slovenščina pa bolj aktivni jezik in hvaljen bodi Jezus Kristus kot ukaz. Ne? Pater Janez, ker se je čas za najin pogovor že iztekel, pa vendar ob koncu bi vas še rad vprašal, vi ste pravzaprav tisti, ki ste nekako pomagali vzpostavljati zveze z Vatikanskim radijem že pred tolikimi leti, ko je naša televizija pravzaprav imela svoje začetke, ne? Kako je prišlo pravzaprav do teh zvez potem, da smo vzpostavili tako lepo sodelovanje do danes? No, najprej smo vzpostavili sodelovanje z Radijem Ognjišče. In to je bilo tako, da je Radio Ognjišče prevzel naš program kot del svojega informativnega programa. Ne? Tako da nekaj časa je Radio Ognjišče imel 3 dnevnike svojega, potem Voice of America, Glas Amerike in pa Radio Vatikan. Ne? No, in to je bilo zelo preprosto. Radio Ognjišče je sklenil pogodbo z Radijem Vatikan, da se obveže, da vsak večer ob določeni uri pač ponovi našo oddajo, ki je bila zmeraj ob 3:47, ti so tem pa ponovili ali takoj ali pa čez pol ure, kakor je bilo. No, in to je bilo zelo preprosto. Ne. No, potem, ko je gospod Zoran Kodela ustanovil televizijo Exodus, mu je škof Kramberger takrat dal dovoljenje, da lahko na televiziji Exodus prenaša tudi vsebine iz vatikanskih medijev. Pa je Radio Vatikan, potem Ostor Romano in takrat je tudi bila že ustanovljena vatikanska televizija. No, in to je bilo 2008, je bila ustanovljena televizija, se pravi, no, in je potem s tem dokumentom prišel v Rim. Jaz sem ga peljal torej k direktorju, pater Lombardiju, sem prevedel ta dopis, no, in je rekel, dobro,
sedaj pa povejte, kaj lahko vam mi ponudimo. Ne? No, in je rekel, pravi, zdaj trenutno še veliko ne moremo prositi, ker smo v nastajanju, ne? Pa ekipa tukaj še ni bila konsolidirana, ker to je tako bilo vprašanje prevodov. Ne? No, in takrat je potem bilo dogovorjeno, da sodelovanje bo, da bo to progresivno, glede na razvoj in Vatikanu in tukaj televizije Exodus. No, in potem, ko sem jaz končeval leta 2010, ne, je tega sodelovanja že bilo veliko. Vsak teden audienca, potem Angelus, se pravi papežev pozdrav v nedeljo opoldne, potem so pa začeli že tudi s prenosom papeževih potovanj. No, in ko sem prišel potem jaz v Slovenijo, so potem seštevali, da je teh programov, te vsebini, video vsebin, ne, to gre za, ne samo za zvok, ampak tudi za videoposnetke, ki so 90% sakralnega značaja. Ne, je teh programov bilo že za 150 ur na leto. Se pravi na teren 3 ure, ne, poprečno. No, in največji domet so papeževa potovanja. Ne. Tisto spremljamo od začetka, ko papež pristane nekje in ko pa do odhoda, ne? Kaj? Pa do njegovega odhoda. Ja. Ja. No, in vse glavne dogodke spremljamo, tako da jih komentiramo, prevajamo, opišemo, dobimo materijale z Vatikana, tako da so informacije neposredne, v živo, kot prevodi in komentarji. Naj se vam na tem mestu res najlepše zahvalim za to vašo pomoč, za vaše zveze, ki ste nam jih pomagali vzpostaviti z Radiem Vatikan, za te prenose, ki so tako dragoceni našim gledalkam in gledalcem. In lepa hvala za vaše toliko-letno lepo sodelovanje z našo televizijo. Ja, hvala lepa. Hvala in tudi vse dobro vam želimo za letošnje praznike in v novem letu veliko trdnega zdravja. Uporabljam to priložnost, da vsem vašim gledalcem in gledalkam lep advent, pa potem blagoslovljene praznike in pa vse dobro v novem letu. Ne? Yeah. Ob koncu pa prisluhnimo, kako pa zadnjih več kot 10 let deluje Radio Vatikan, kakšna je njegova vloga in vsebinski poudarki, ki so se spreminjali zaradi 3 novih papežev. O tem in še čem pa sedaj prek naše video povezave z Vatikanom, z Radiem Vatikan in slovenskim uredništvom in aktualnim direktorjem in urednikom, gospodom Ivanom Hercegom. Lepo pozdravljeni, gospod Herceg, v Vatikan. Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi gledalci televizije Exodus. Za začetek vas najprej vprašam, o čem vsak dan obvešča svoje poslušalce slovenska oddaja Radia Vatikan? Slovenska oddaja Radio Vatikan obvešča svoje poslušalce, pa tudi gledalce vaše televizije o papežu, dogodkih povezanih s papežem, o aktualnosti cerkve in pa cerkve v Sloveniji. Velik poseg na področju informiranja se je pri Svetem sedežu zgodil pred 8 leti, leta 2015, ko je začel delovati nov sistem informiranja, tako imenovani Vatikan News. Kaj se je spremenilo v organizaciji vatikanskih informativnih ustanov in tudi v načinu poročanja? Pravzaprav gre za 3 sisteme, Vatikan News, Vatikan Media, pa založba Lev. In Vatikan News se deli na 2 področji, Vatikan News portal, torej spletna stran, in pa Vatikan News Radio Vatikan. Pravzaprav na prvi pogled se veliko ni spremenilo, le da imamo več dela tudi z družabnimi mediji,
torej z Facebookom, Twitterjem in pa objavljamo tudi na YouTubu, bodisi videoposnetke, krajše glede papeža, videoposnetke, ki jih dobimo tudi iz Slovenije. Spremenilo se je pa glede sodelovanja z vami. Sodelovanje z vami, vi našo oddajo prenašate, preskrbim pa vam video, tako da je pravzaprav radijski dnevnik ali pa radijske novice, ampak televizijski dnevnik, ne? Televizijske novice. Ja. To je tako lepo sodelovanje, ki pa vzame precej časa. Res smo tega veseli in vam hvaležni za ta vaš angažma in tako sjajno sodelovanje z našim programom Slovenske katoliške televizije. Gospod Herceg, kaj pa tajništvo za komunikacijo oziroma sedaj po novem dikasterij za komuniciranje pri Svetem sedežu? Ja, dikasterij za komunikacijo je eden izmed dikasterijev rimske kurije, ki je sedaj odvisen od tele zadnje apostolske konstitucije, predikate Evangelium. Dikasterij za komunikacijo je, recimo temu, nadorgan. Torej, znotraj dikasterija za komunikacijo je Osservatore Romano, torej dnevnik pa tednik, potem Vatikan News, torej portal in pa družbena omrežja in pa Radio Vatikan. Kaj pa tiskovni urad je tudi v tem sklopu? Tudi tiskovni urad je v tem sklopu. Tako neuradno pravimo, da je tiskovni urad uradni glas papeža in Vatikana, medtem ko vatikanski mediji so pa poluraden glas papeža in Svetega sedeža. Torej, uradni so tisti, ki se tičejo dokumentov, ki jih izdaja v cerkvi Sveti sedež, kar se tiče nauka? Tako, in pa izjav. In pa glede izjav. Tiskovni urad poda izjave, medtem ko Vatikan News, Radio Vatikan, pa to potem razširita preko radija, preko spleta. Medtem ko za neposredne prenose je pa Vatikan Media. Prej je bil Vatikanski televizijski center, zdaj je preimenovan v Vatikan Media. Torej, Vatikan News skuša sedaj združiti v eno dosedanje načine komuniciranja Svetega sedeža, ne? Ja, pravzaprav dikasterij skuša to združiti in pol se razdeli v Vatikan News, Vatikan Media pa Radio Vatikan. Ali so sedaj... Imate tudi zdaj tri nove logo. Za Vatikan Media je moder logo, za Radio Vatikan in pa za Vatikan News je rdeč. Povejte nam, ali so sedaj že uredništva za vsa govorna področja vključena v ta novi informacijski sistem? Tako, to je takrat, ko so 2015 spremenili, takrat so vsa uredništva vključili v ta dikasterij. Nekaterim uredništvom so spremenili dejavnost, da je samo na portalu pa na družabnih omrežjih. Nekaterim so odzeli radijske oddaje, ne? Nekaterim uredništvom so pa pustili tako, kot je bilo. Mi imamo vse tri stvari, ne? Portal, družabna omrežja in pa tudi radijske oddaje. Za koliko jezikovnih področij deluje uredništva? Ja, skupaj je 35 uredništev, ni pa nujno, da so samo na radiju, večina pa so na portalu, torej na spletu. Je pa za poudariti, kar morda naši poslušalci pa gledalci ne vedo, na portalu, torej na spletni strani Radia Vatikan oziroma Vatikan News je tudi 24-urno oddajanje, tale spletni radio. Za vsako uredništvo je v njihovem jeziku, ko je oddaja, medtem ko lahko bi dodajali tudi druge vsebine, samo to vzame veliko dela, tako da je med enim in drugim
programom je glasba. Mhm, mhm. Vsekakor to deluje na spletni strani, torej spletni radio slovenske redakcije tudi. Lahko se posluša. Povejte nam malo, kako nastaja danes vsakdanji program v slovenskem jeziku. Na kakšen način najprej zbirate informacije? Za pripravo programa, vsakodnevnega programa, kot sem že prej rekel, so prioritete, najprej o papežu, potem o vesoljni cerkvi in pa o cerkvi v Sloveniji. Zadnje čase je veliko dogodkov, govorov, pridig, homilij povezanih s papežem, tako da v glavnem je tole. Ukoliko pa ne zapolnimo oddajo s papeževimi dogodki, potem pa tudi glede aktualnosti cerkve. Zelo zadnje čase, torej zadnji 2 leti, odkar je vojna v Ukrajini, je poudarek na tem, pa na dobrodelnosti, ki jo Caritas Ukrajina, pa tudi Sveti sedež namenja tej mučeni državi. Potem tudi povezavi z zadnjimi spopadi v Gazi pa v Izraelu. Običajno zjutraj ali pa morda že zvečer po končanem programu pregledam stvari, imamo notranje obveščanje, tako da lahko vidim, kaj bo drugi dan. Ponavadi govori še niso, ampak pridejo par ur, preden papež izgovori ta govor. Velja sicer izgovorjena beseda, ampak besedilo lahko že prej pripravimo. Tako da razdelim delo, smo 3 v uredništvu, gospodična Andreja Červek, sestra Leonida Zamuda in pa jaz. Običajno tudi program, potem ko je pripravljen, sestavim sam, ker še pripravim tudi video. Vsak, ki pripravi prispevek, ga tudi posname, očisti, doda morda papežev glas in potem pusti na sistemu, ki se imenuje Netja, iz katerega potem vzamem in sestavim program. V sodobni kulturi se cerkev sooča tudi z raznimi novimi izzivi. Kaj bi pri tem posebej izpostavili? Kaj je morda sedaj največji izziv za nov informacijski sistem Svetega sedeža? Torej, sledimo temu, kar si želi papež, in papež si je želel, da bi mi razširjali o sinodi pa sinodalnosti, ne? Tako da dosti posvečamo temu, je pa odvisno od tega, kako odgovorni urednik, torej Andreja Tornelli, zastavi stvari, ne. Smo v enem sistemu, ko nismo samostojni, ne. Smo pravzaprav redakcija zelo samostojna, ampak vse to z novimi tehnologijami in to je povezano skupaj v Vatikan Media ali pa Radio Vatikan pa v dikasteri. Tako da osebno ni treba raziskovati pa gledati pa proučevati novih tehnologij, ker to že drugi počnejo, ne. Vas papež Frančišek kaj obišče v vaših uredništvih? Papež Frančišek nas je obiskal lansko leto in rezultat tega obiska je bilo, da je papež bil nezadovoljen predvsem glede oddajanja italijanskega uredništva, ker se skoraj po Italiji ne sliši, ne. In zaradi tega je potem odredil, da so poslali vsem tistim redakcijam, katerih oddajo potem se prenaša na drugih radijih ali pa televizijah, in so potem naredili tole anketo, v kateri ste tudi vi sodelovali, ne. Radio Ognjišče pa vi. Radio Ognjišče je poslal rezultate, da nas posluša zvečer 8 tisoč in pa zjutraj ob
20 do 5, torej zelo zgodaj zjutraj, isto 8.000. Vi ste pa poslali tako številko, da skoraj nismo verjeli. 160.000, verjetno je to, kolikor je televizorjev takrat prižganih, lahko pa tudi, da poslušajo. Malo sem se pozanimal, so rekli, ja, možno je. Mi verjamemo Tako da- sicer, da nas posluša in gleda še več naših gledalk in gledalcev in poslušalk in poslušalcev. Če še lahko dodam, zaradi te ankete nas pravzaprav pustijo primeru, ker so bolj spodbujali Vatikan News, torej portal, objavo na spletu, pa na družabnih omrežjih, ampak potem, ko se je pokazalo, koliko gledalcev oziroma poslušalcev mi imamo, so našo oddajo pustili primeru. Ker so drugim redakcijam so odzeli ali minute ali pa ukinili oddajanje. Pred 2 leti, leta 2021, je Radio Vatikan praznoval 90 let od začetka oddajanja, začetka delovanja te papeževe radijske postaje, kot pravimo. Kako so potekala praznovanja? Ali ta praznovanja še trajajo? Ja, zdaj se ne spomnim, da bi se kaj nadaljevalo. Takrat je bilo nekaj, se mi pa zdi, da ne toliko, ker je v tej reformi, ki je potekala v Vatikanu, je bil bolj poudarek na pogled naprej. Bil je tudi pogled nazaj, na zgodovino, vendar pa na tako imenovano slavno zgodovino Radia Vatikan se ni več gledalo z navdušenjem, ampak bolj realno. Je bilo pripravljenih nekaj kratkih videov, tudi vi ste me poklicali, pa sem za televizijo Exodus tudi nekaj povedal. Ja, že nekje od Kaj več pa ni bilo. Že nekje od leta 2008-2009 lepo sodelujemo z vami, z vašim uredništvom slovenskih oddaj Radia Vatikan. Morda bi še kaj vi povedali o tem našem sodelovanju, našim gledalkam in gledalcem? Torej, 2013 se mi zdi, da smo začeli sodelovati redno z vami in vsak dan pošiljati oddajo, ki ste jo vi potem dali v spored, sicer en dan zatem, ne. Potem se je pa vedno bolj to razvijalo, tako da sem dodajal video. Drugo sodelovanje z vami je to, da imate dostop do vseh vsebin, pa do vseh prenosov. Prej Vatikanske televizije, sedaj Vatikan Media, ne. Tako da je eno tako, pravzaprav ste ena izpostava vatikanskih medijev. No, mi To smo se je na to... pokazalo takrat. To se je pokazalo takrat iz Južne Koreje, ko ste eni redkih, ki ste imeli prenose, ker evropski Eurovision ni prenašal in vi ste pa zajemali signal od Vatikanske televizije, ne, takrat, ko je bil papež v Južni Koreji. In takrat se je pokazalo, da ste dejansko izpostava vatikanskih medijev, kar se tiče prenosa papeževih dogodkov. Ja, mi smo na to sodelovanje zelo ponosni in tudi hvaležni do nebes, da so te vsebine posredovane našim gledalkam in gledalcem širom Slovenije, pa morda še tudi drugje. Gospod Ivan Herceg, ob koncu pa, ker se pripravljamo na praznovanje Božiča in tudi kmalu bomo vstopili v novo leto 2024, kaj bi morda ob tem podali našim gledalkam in gledalcem? Torej, tako težko vprašanje, oziroma nepredvideno vprašanje. Če pa malo pomislim, danes je kardinal Cantalamessa imel prvo adventno pridigo, letos bo imel samo 2 pridigi, glas vpijočega v puščavi. Torej, odprite Gospodu svoje srce, da glas Janeza Krstnika preko Marijinega da in Božjega učlovečenja
postane vedno bolj glas v srcu, ki se začne razvijati in vedno bolj odgovarjati na Gospodov klic, na Gospodovo vodenje preko Svetega Duha. Mi tudi vam iskreno želimo še naprej veliko zdravja in uspešno delo, da bi lahko še veliko dobrega storili na tem zelo, zelo pomembnem in odgovornem mestu, ki vam je zaupano. Hvala tudi vsem poslušalcem in gledalcem televizije Exodus in voščim blagoslovljene božične praznike. Enako mi tudi vam in lep pozdrav v Vatikan. Takole, to je bil torej še direktor, glavni in odgovorni urednik slovenskega programa Radia Vatikan, gospod pater Ivan Herceg. Hvaležni smo zares za to naše lepo sodelovanje z Vatikanskim radijem in sedaj Vatikan News. Ob 15-letnici delovanja slovenske katoliške televizije Exodus TV in torej že več kot 90-letnem oddajanju programa Radia Vatikan. Zelo pomembno vlogo ima ta papežev medij že toliko desetletij. Še posebej morda v teh časih, ki prinašajo toliko brezupa mnogim ljudem po svetu. Vendar pa informacije, novice in posredovane vsebine tega papeževega radija lahko prinašajo novo upanje za mnoge. Iskreno čestitamo Radio Vatikan ob tej pomembni obletnici, ki je sicer že mimo, pa vendar naj bo še enkrat. Hvala za vašo pozornost.